Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, v prvi oddaji Moja zgodba v letu 2026. In sicer jo bomo namenili knjigi Selška dolina, zadnji dom Filipa Terčelja, avtorice Marije Gasser. To pa tudi zaradi tega, ker ravno v teh dneh mineva 80 let od nasilne smrti Filipa Terčelja. Avtorica knjige Marija Gasser je danes tudi moja gostja. Dober večer. Dober večer. Filip Terčelj je bil duhovnik, pisatelj, pesnik, publicist in mučenec. Rodil se je v Grivčah v občini Ajdovščina, med letoma 1905 in 1913 je obiskoval škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu in tam tudi maturiral. Nato je obiskoval bogoslovje v Ljubljani, bil posvečen leta 1917 in bil nato v Škofji Loki med letoma 1917 in 1921 kaplan. Nato je bil poslan na študij na socialno-pedagoško fakulteto v Kelen, zatem je bil tajnik Prosvetne zveze, duhovni vodja katehet v slovenskem zavodu Alojzijevišče, član ožjega književnega odseka Goriške mohorjeve družbe med letoma 1924 in 1929, ko je fašizem zatrl vsakršno kulturno delo v slovenskem jeziku. Po smrti bazoviških žrtev je bil Terčelj 30. decembra 1931 zaprt in zatem obsojen na 5 let pregnanstva v Campobasu. Čez leto dni je bil po posredovanju cerkvenih oblasti izpuščen, ni pa smel na Goriškem več opravljati nobene službe. Zato se je umaknil v Ljubljano in bil eden izmed 70.000 Primorcev, ki so po prvi svetovni vojni oziroma po Rapalski pogodbi iz Primorske odšli v Ljubljansko oziroma Štajersko pokrajino. Nato je bil profesor na drugi državni gimnaziji v Ljubljani in vse tja do leta 1945, se pravi do konca druge svetovne vojne, je opravljal to službo. No, po vojni sta bila z duhovnikom Francem Krašno skupaj zaprta. Prvi zaznamek v župnijski knjigi v Sorici pa pove, da je bil Krašna prisoten v Sorici kot župnijski upravitelj od avgusta 1945 naprej. Upravljal je župnijo Sorica in podružnico Davča in oba s Filipom Terčeljem sta bila v začetku leta 1946 ubita. Leta 1992 so Filipu Terčelju ob njegovi rojstni župnijski cerkvi v Šturjah postavili spominsko ploščo. Leta 2010 je stekel predpostopek za njegovo beatifikacijo, uradni postopek za njegovo prištetje k blaženim pa se pravzaprav nikoli ni začel, pa naj bo to dovolj za en tak skop življenjepis. Gospa Marija Gasser, prav v teh dneh torej mineva 80 let od smrti Filipa Terčelja in še kako prav se mi zdi, da mu posvetimo to oddajo. Še sploh, ker je pred kratkim izšla vaša nova knjiga z naslovom Selška dolina, zadnji dom Filipa Terčelja. Morda najprej, kakšen je vaš osebni odnos do mučenca Filipa Terčelja? Najprej bi rada pojasnila nekatere stvari. Namreč sama že več desetletij izbiram in zapisujem sevške zanimivosti. Sprva samo zase, iz zelo preprostega razloga, da ne bi pozabila. Opazila sem veliko posebnosti v Selški dolini, navdihoval me je jezik, saj vsaka vas malo drugače poja. To je bil in je tudi moj način življenja, moj hobi, veselje, pa ob zbiranju teh zgodb tudi moja bolečina ob teh težkih usodah. Večina tega, kar zadnje leta pišem in tudi objavljam, je bilo neslišanega. To so pripovedi zapostavljenih ljudi iz socialnega roba. Že od otroštva pa sem tudi vedela, da sta bila v Davči ubita 2 duhovnika. A ne, kdo sta bila? Slišala sem kasneje za nekatere mučitelje,
Veliko se je govorilo o njih takrat, ob njihovih samomorih. S kulturno-duhovnim pomenom Terčelja sem se seznanila, ko sem spoznavala, kaj se je zgodilo v vaseh pod Ratitovcem. O vojni oziroma v 20. stoletju me je zanimalo že veliko prej, tudi domačini niso spregovorili. Če sem vprašala domačinke pod Ratitovcem, so govorile v dajnarskem jeziku in se jezile. Ola štunda so brblale in se jezale. Že leta 2010, takrat, ko sem začela iskati zgodbe, pripovedi, so me spomnili, da zgodb, pripovedi, pesmi v njihovih otroštvih ni bilo, ker je bila takrat vojna in so bili zelo težki dogodki. In takrat smo se odločili, da postavimo tudi spominsko ploščo v Sorici. Kako težko je bilo s to postavitvijo spominske plošče, bo objavljeno v eni izmed nadaljnjih zavez. Potem je leta 2015 šla moja knjiga Vasi pod Ratitovcem skozi čas, v kateri sem v povezavi z našo dolino omenila tudi Filipa Terčelja. To je izvalo veliko različnih odzivov, od zelo pozitivnih, saj je knjiga takoj pošla. Med temi pa so se pojavila tudi nasprotovanja posameznikov in celo grožnje, ki so zahtevali, da v delu, kjer omenjam Filipa Terčelja, vsebino prekličem. Dobivala sem očitke, da sem vse uničila, da je proces, ki se ni niti začel, ustavljen prav zaradi mene. Zelo jih je motila tudi tema o izgonu. Vprašali so me, in to večkrat, zakaj si to napisala, če vse vemo, zakaj je bilo potrebno to napisati. Sama se v spore nisem spuščala, morala sem se pa braniti in sem raziskovala naprej. Moja obramba so bili zapisi. O Terčelju je zelo malo dokumentov, a so ključni. Prišla sem do arhiva, ki je verjetno ključen, a ni dostopen do 31.12.2091, to se pravi še 65 let. Iskala sem o Terčelju, našla pa o neizmernem trpljenju prebivalcev oziroma ljudi iz Sevške doline. Več kot po desetletjih iskanja in raziskovanja premišljujem, oziroma se mi je utrnila misel, da sem našla prav to, za kar se je prizadeval Terčelj. Bil je čuječ za ljudi socialnega roba. V kratkem spominu nanjo nisem nameravala predstaviti njunega celotnega življenja, ampak se želim dotakniti le nekaterih okoliščin njune smrti in opozoriti na njuno aktualnost v današnjem času. Še vedno se zapira pot resnici, še vedno nimamo pokopanih žrtev, še vedno slavimo rdečo zvezdo, ki je naredila ogromno zla, v katerikoli del sveta je pokukala. Ne morem verjeti, da še danes ljudje, potomci, po 80 letih pritiskajo na starejše, ki so od njih odvisni, in jim preprečujejo, prepovedujejo, ne dovolijo, da bi spregovorili o svojem otroštvu, o tegobah in težavah vojne. To boste v nadaljevanju verjetno še malce razložili. Ja. Midva pa bova zdajle nadaljevala s pokojnim postulatorjem postopka za prištetje k blaženim Filipa Terčelja z duhovnikom Bogdanom Vidmarjem. Namreč to knjigo, o kateri danes govorimo, Selška dolina, zadnji dom Filipa Terčelja, ste posvetili njemu. Zakaj? Moje znanstvo z duhovnikom Bogdanom Vidmarjem, raziskovalcem, ki je v marsičem Terčeljev dedič, se je začelo s srečanjem pri Koritu v središču vasi Spodnje Danje, ko je jeseni leta 2013 v naši dolini poizvedoval po Filipu Terčelju in Francu Krašni. Gospoda Vidmarja nisem poznala. Sprva je verjel zgodbo, ki so mu jo pripovedovali. Takrat sem že vedela malo več o Terčelju, kdo je, kakšne so njegove zasluge za narod, za slovenski jezik, in da sta se ta dva duhovnika januarja 1946 prizadevala, da bi se ljudje vrnili na svoje domove. Po govoru pa sem mu razkrila,
Kaj o umoru Terčelja in Krašna govorijo starejši v Sorici, ki pa se sami niso upali izpostavljati. Nisem razumela, zakaj so se mu roke in rame povesile, tudi na obrazu se mu je poznalo, da je bil zaprepaden. Vidmar se je v našo Sevško dolino pogosto vračal, ter me leta 2014 povabil k simpoziju o Terčelju v Ajdovščini. Letos je bila izdana knjižica, zbornik simpozija o Filipu Terčelju 2014, v letu Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici, ki jo je izdala civilna iniciativa TBH iz Nove Gorice. Po simpoziju se je proces za Terčelja ustavil. Zakaj? Ne vemo. Izgovor je bil, da zaradi nesoglasij v lokalnem prostoru. Potem se je vračal in na Soriškem pač dobil pričevanja, za katere sem mu povedala, da so res verodostojni pričevalci, in se dejavno vključeval v priprave za postavitev spominske plošče v Sorici, ki je bila postavljena in blagoslovljena 6.9.2015. Srečal se je s tem izginotjem moške populacije, predvsem v Spodnjih Danjah, kjer sta ostala samo 2 moška, in v Sorici. Bogdan Vidmar je bil popolnoma predan svojemu poklicu in resnici. Veliko je vedel o Terčelju, o Davči in o Sevški dolini. Poglobljeno je raziskoval Terčeljevo življenje. Bil je zelo bister, zelo občutljiv, izobražen, čuječ, premišljen človek. Tudi skozi mojo knjigo nas nagovarja, jo začne in jo konča. Malo v šali lahko rečem, da je bil tudi on striček iz ozadja. Sproti, ko sem raziskovala, sem ga seznanjala, kaj sem odkrila, vse sva predelala, vse sva si povedala. Bedel je nad to knjigo, neprestano je bil z nama z urednico, potem ko smo še delali zadnje popravke, v stiku in nama pomagal s pojasnili. Rak rana gospoda Bogdana Vidmarja je bil Terčelj in nepokopane žrtve. Do konca je naročal, da se Terčelja ne sme ustaviti, da ga ne smemo prepustiti pozabi, in njegova želja je bila, da pomagamo pri obnovitvi postopka za njegovo beatifikacijo. No, nadaljnje sodelovanje z vami mu je seveda preprečil rak in pa njegova prezgodnja smrt. Knjigo, o kateri danes govorimo in ki sicer ni prvenstveno posvečena Filipu Terčelju, ampak dogajanju okoli njegovega postopka od približno leta 2000 naprej, ste uredili s pomočjo Ines Cergol. Mogoče nekaj besed o vajinem sodelovanju. Ja. Knjiga ni samo moje delo. V prvi vrsti so bili pričevalci. To so res pravi biseri, starejši, ki so bili v tem težkem času otroci in so se upali spregovoriti. Potem pa redki najdeni dokumenti. Zahtevno delo se začne, ko se knjiga začne urejati. Pri zadnjih 2 knjigah pa je bilo tudi zaradi same tematike opravljeno veliko delo urednice, profesorice Ines Cergol, književnice, prevajalke, pri kateri sem se ogromno naučila, kaj objaviti, kako povedati o teh strašnih dogodkih, kaj povedati konkretno, da ljudje razumejo, kako urediti, da poteka tekoče, kronološko. Treba je bilo še marsikaj pojasniti, poiskati in preveriti. Kljub temu, da sva knjigo delali do konca, še zadnje dneve sva kaj našli, jo je bilo potrebno zaključiti, da je išla ob 80-letnici. Knjigo o Filipu Terčelju je oblikoval magister Lucijan Bratuš, slikar, grafik, ki je marsikaj svetoval tudi pri vsebini in je vsebino še marsikje oklestil, pravzaprav največ pa pri fotografijah. Obema gospe Ines in gospodu Lucijanu sem res izjemno hvaležna. Veliko je že znanega, veliko je pa še vedno neznanega in neodkritega, predvsem zaradi časa, v katerem se je to dogajalo in zaradi nesprejemanja resnice. Zdaj pa kar k dogodku.
Terčeljeva in Krašnova nasilna smrt je povezana z dogodkom, ki se je zgodil še po koncu druge svetovne vojne. In sicer je 17. maja 1945 izginilo vsaj 24 mož iz krajev okoli Sorice. Otrokom so bili odvzeti očetje, ženam možje, materam sinovi. Otroci izginulih do danes ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi očeti in kje so se končala njihova življenja. No in kot da to še ne bi bilo dovolj, so v dneh okoli Božiča 1945 kruto izgnali 125 prebivalcev teh krajev, od tega 79 otrok, in sicer zaradi tega, ker so bili potomci Tirolcev, se pravi ne Slovenci. Vsi so ostali brez doma, odvzeli so jim državljanstvo, razlaščeni so bili premoženja, prepovedali so jim jezik, spremenili njihove tirolske priimke. Mogoče nam na kratko orišete to dogajanje. Očitno je bilo takrat po maju 1945 v teh krajih vse kaj drugega kot pa Svoboda. svoboda. V to napeto dogajanje sta se vključila Filip Terčelj in Franc Krašna, duhovnika. Duhovniki so bili edini, ki so jim ljudje zaupali. Čas je bil tu zelo težak. Terčelj je prišel k svojemu prijatelju v Sorico sredi decembra, popolnoma izmučen, ker je bil preganjan. Tu se pa je soočil še z bedo in revščino travmatiziranih prebivalcev na Soriškem in Davškem. Krašna je bil kljub preizkušnjam v zelo dobrem fizičnem položaju. Bil je med vojno v Grčaricah. Tam je pisal kroniko Grčaric, ki je žal izginila, kam ne vemo. Oba sta se v tistem trenutku, Krašna že prej, soočila z izginotjem moškega dela prebivalcev, z izgonom ljudi, po drugi strani pa z ljudmi, ki so ostali in so se soočali s pomanjkanjem, revščino in strahom. Vedela sta, zagotovo sta vedela za veliko morišče v Davči, kjer je bil prehod v Cerkno za 1 leto zaradi smradu prepovedan. Vedela sta za rušitve cerkva v Sevški dolini. Res sta se srečala z obupom. Če meni kdo pripoveduje, da niso preganjali vero, v naši dolini so jo strahovito preganjali. Ne samo na Soriškem, ampak tudi drugje. So ljudje pokrivali kapelice s smrekovimi vejami, če je slučajno prišel kakšen funkcionar, da jo ne bi naslednji dan podrli. Druga tragedija se pa začne v adventu 1945 in sicer Božič v Zlati svobodi je bil v Sevški dolini strah in trepet za mnogo ljudi in družin iz Spodnjih Dan, Sorice, Torke, Davče in Zalega Luga. Res mraz in strah v duši. Sama se sprašujem, ko sem zapisovala te usode, objavila sem v svoji knjigi Vasi pod Racitovcem, potem sem objavila v Zavezi in za objavo me čaka še en zelo obsežen članek, ker ljudje tako počasi še vedno kaj pripovedujejo. Duhovnika sta ostala brez moči. Kako pomagati ljudem, tistim, ki so izginili, tisti, ki so jih izgnali in tistim, ki so ostali doma? Nudila sta jim veliko uteho, cerkvi sta bili polni. Prebivalci so iskali tolažbo in v Kirche Petal, v cerkvi molili, tako rečejo v starem dajnarskem jeziku. Duhovnika sta obljubila, da se bosta zavzela za njih. Partijska delavka pred cerkvijo pa je tem ljudem dejala: molite, se navte več dolg. To pomeni, da je bil umor načrtovan. Seveda sta vedela za to, kam so pregnali te izgnance. 9 dni so bili v neki umazani dvorani na Jesenicah. Avstrijci jih niso želeli sprejeti, nato so jih peljali na Šentilj. Za hrano tam ni bilo poskrbljeno, ali pa saj ne dovolj poskrbljeno. Ko so sovaščani izvedeli, kje se nahajajo njihovi sosedje, domačini,
so jim žene iz spodnjih Dan za Brda in Sorice nesle peš čez jelovico hrano in oblačila. Treba je vedeti, da je bil čas drugačen, da ni bilo nahrbtnikov, da so nesle v culah, v koših, same slabo oblečene, volnena oblačila, obute v gojzarje. Kaj je to pomenilo v tistem zimskem času, v mrzli zimi, ob vseh nevarnostih? Že narava je bila tu kruta. To duhovnikoma ni ušlo. Redovnica Amalija Kejžar je šele zadnjič, mogoče en mesec nazaj, povedala, stara je bila takrat 8 let, ravno tako pregnana, da se spomni, kako je Jenštrlov iz spodnjih Dan mamo prosil, mama kruha. Tako res v obupnem stanju sta se našla ta dva naša duhovnika. Ampak vseeno sta se v to dogajanje upletla, rekla sta, da bosta pomagala. Kako? Za Terčelja to ni bilo nič novega, saj se je za preganjane in obrobne ljudi zavzemal celo življenje. Terčelj je reševal narod pod fašizmom, med drugim je Bogomil Brecelj pripovedoval, da se je srečal z njim kot gimnazijec v Ljubljani, da je pri Nemcih posredoval in marsikoga rešil pred internacijo. Nemcem je povedal, da nimajo upravka s odporniškim gibanjem in jih je rešil. Tako si razlagam tudi to, da so mogoče prav zato komunisti zaprli Terčelja zaradi sodelovanja z Nemci. Ampak on je sodeloval le v tem smislu, kako rešiti svoje ljudi. Primorski duhovniki so izhajali iz drugačnih okoliščin kot sicer duhovniki v Sloveniji. Terčelj se je zanimal za ljudi ne glede na ideološko pripadnost. Če je bil kdo potreben pomoči, je svoje stvari razdal. Hkrati pa je bil žrtev vseh 3 totalitarnih režimov. Že leta 1935 je bežal pred fašisti v Ljubljano, kjer se je v psihiatrični kliniki zavzel za te ljudi. Potem so ga Italijani leta 1941 v Ljubljani zaprli, leta 1944 pa so ga nacisti pregnali iz stanovanja. Leto pozneje je bil pod komunistično oblastjo še z 12 duhovniki za 3 mesece zaprt. Obstajajo pričevanja, koliko ljudi je Terčelj rešil pred fašisti. Italijani so ga zapirali in konfinirali, Nemci so mu odtujili osnovne življenjske potrebščine, komunisti pa so ga ubili. V bistvu so ga pokončali svoji Slovenci, katerim je naredil največ dobrega. Pod Italijo se je boril za slovenski jezik, pisal, molil, pesnil v slovenskem jeziku. Kljub preganjanju je bil opora slovenskim ljudem pod fašizmom. Ohranjen je dokument, ki priča, da je Kardelj poleti 1945 ukazal, naj s povojnimi poboji pohitijo. Med 2. svetovno vojno je bil Kardelj velikokrat v krajih, kjer sta bila umorjena Terčelj in Krašna. Prav tako je po vojni ohranjal pogoste stike z znanimi eksekutorji, likvidatorji iz Škofje Loke in Sevške doline, ki so bili odgovorni za mnoge umore. In nad umorom Terčelja in njegovega duhovniškega sobrata visi tudi Kardeljeva senca, je zapisal v eni najbolj obsežnejših biografij Ivan Albrecht. To potrjujejo tudi povojni obiski v teh krajih, njegovi povojni obiski. Že sama misel na to, da bi se zavzel za te ljudi, je pomenila smrt. Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba. Skratka, če nekako povzamemo, najprej takoj po vojni izginejo možje iz krajev okoli Sorice, potem pred Božičem izženejo še tiste, ki so imeli tirolske priimke. In v to dogajanje potem posežeta Filip Terčelj in Franc Krašna tudi na ta način,
da sprižnice objavita oziroma povesta, da bosta šla v Ljubljano vprašati, kje so njihovi svojci, kar pomeni, da sta na nek način verjela, da se je vsa ta zgodba skuhala v teh krajih, da za to povelje ni prišlo iz nekega centra. In na nek način sta verjetno s to svojo napovedjo prestrašila nekatere komunistične veljake iz teh krajev. Se motim? Ne. Ni nam znano, ali je to prišlo od lokalnih oblastnikov, ali so to počenjali lokalni lideri, ali je to prišlo iz centralnega komiteja. Mislim, da bo treba še v nadaljevanju kar še veliko raziskav. Posebna težava je v tem, ker dokumentov ni, ker so uničeni oziroma so pospravljeni, vsaj tako mislim, da bomo imeli s Terčeljem še veliko dela. Še danes je težko o tem govoriti. Ko so se ljudje potem vračali nazaj za eno družino, sploh ni bilo poročila, da so bili izganani, čeprav so jim vzeli premoženje in premoženja niso mogli vrniti, ker ni bilo nikjer zapisano, da so ga jim vzeli. V njihovi hiši so bili pa pač drugi prebivalci. Tudi potem, ko se je to zgodilo, ko se zgodi neka taka huda stvar, je bilo ljudem žal. Niso vedeli, kako naj bi popravili. Žrtve so bili vsi. Mislim, da so lažje prenašali tisti, ki niso bili ničesar krivi, kot pa tisti, ki so to zlobo počenjali. Vi se pišete Gasser, čeprav ste poročeni Gasser, ne? Ja. Kako je bilo pa v vaši družini oziroma v družini vašega moža? Ste tam tudi izvedeli kakšne izmed teh podatkov? Ja, moja tašča je bila, rekla sem, bile seljene in ona je to ni nikoli govorila o tem. Moja tašča je bila v družini 15 otrok, zadnji se je rodil Niko v logorju, v izgnanstvu se je rodil. Ona je bila najstarejša in o tem ni nikoli govorila. Je pa zanimivo, to je bilo pa tudi objavljeno že v Zavezi in v Železnih nitih, da je bila v domu zadnjih 10 let, ker ni bila več sposobna skrbeti zase, pa tudi mi smo bili še v službah in je skrivala pri sebi nekaj fotografij iz Judenburga, tam, kjer je bila ona, kamor so bili njihova družina pregnana. Kako jih je skrivala 10 let, nam ni jasno. Šele potem se nekako zaveš, kakšno bolečino so nosili ti ljudje. 2 njeni sestri sta bili rodovnici in prejle sem eno omenila in je zelo, zelo težko sprejela, da je karkoli povedala. Ampak jaz sem ji za vsak stavek hvaležna. Vse zgodbe nastanejo tako. Ta pričevanja je bilo izjemno težko dobiti. Ljudje niso hoteli govoriti. Lahko bi rekli, da je umrla v strahu še vedno. Umrla v strahu. Te ljudje so, še danes so nekateri tako prestrašeni, to je za žrtev vsako poro, vsako celico družbe. Spomnim se svojih sošolcev iz Davškega in Soriškega, ko so prišli v šolo v Železnike, jih nismo slišali spregovoriti, to se deduje. To je res en hud zaznamek v Sevški dolini in še danes se o tem težko govori. V knjigi Selška dolina, zadnji dom Filipa Terčelja je na strani 50 fotografija, ki zelo pretrese. Gre namreč za sliko, kjer so domnevni storilci dejanja nad Filipom Terčeljem in Francem Krašno. Ja, fotografijo sem jaz našla v partizanski literaturi. Objavil je tudi gospod Albrecht v zelo obsežni biografiji Terčeljevi. Leta 21 ob 75-letnici konca druge svetovne vojne, a ne svobode, je bil v Reporterju članek Biserke Krneža Filip Terčelj resnični čedermanc. Pod prvo sliko v tem tekstu je bil zapis, da sta 2 oznovca vodila duhovnika v grapo. Pod to sliko je bil pa napis v nasprotju s to trditvijo. Piše med njimi tudi morilci.
Fotografiji so dejansko tisti, ki so se hvalili, kako so duhovnika umorili. So tudi poimensko v knjigi poimenovani. V novejši zgodbi pa se pojavljata morilca dva, opečeni Janez in Marinko, ker so nekako želeli s tem prevaliti krivdo na tujce, ampak niso želeli povedati, da so v bistvu morilci Terčelja in Krašne domačini, ampak so hoteli oprati Davčo, krivdo prevaliti na druge, vendar s tem jih niso rešili bremen preteklosti. Bremena preteklosti se pač uredi samo z resnico. Ja, natanko to je moje naslednje vprašanje. Zakaj torej ta razhajanja v pričevanjih in zakaj razlike v zgodbah? Ali bi nekdo rad opravil lokalne partijske veljake, ki so bili in so za nekatere še vedno heroji? Nekje v knjigi navajate, da če bi se izkazala prava resnica, bi ljudje na te kraje gledali drugače in sicer je treba zaradi tega krivdo iz domačinov prevaliti na tujce, na knojevce, skratka na nekoga zunaj teh okolij. Ob razkrivanju spominov na smrt duhovnikov v Davči se je začel res razdor med ljudmi. Predvsem pa zaradi strahu, da bo ta kruti umor velik madež za to opevano zibelko partizanstva, madež, ki bi za sabo potegnil neustavljiv plaz drugačnih pričevanj, in to se je tudi zgodilo. Meni je enkrat, mislim, da 2016, to pričevanje imam napisano, vendar ne poimensko, ker nisem dobila dovoljenja, nekdo dejal, da naj dam mir s tem, da so proti beatifikaciji, ker bi bilo potem drugače v Davči, da bi ljudje romanili sem gor in potem kraj ne bi bil več opevan kot partizanska vas, to, kar je zdaj za Davčo pomembno, in Prešernova Zdravljico in tako naprej. Kdo pa je v ozadju? Kje se je ta zgodba pojavila, to nam ni jasno, da sta likvidatorja dva oznovca, opečenega Janeza in Marinka, se ne ve, kdo je dal pač idejo ali kdo je sploh povedal, da sta bila to te dva, od kje to prihaja, vsekakor pa ne od samih tistih, ki so se o tem prizadevali, ampak je to gotovo višja inštanca. Ne vem, zakaj bi bilo krivdo treba zvaliti na tujce. Sama, jaz prebivalce Sevške doline izjemno spoštujem, to so izjemno pridni, pošteni ljudje, posamezniki pa pač ne sprejmejo te resnice. Zgodovina s svojimi čustvi in travmami je še vedno zelo živa. Izogibanje in pa ulepšavanje teh dejstev ne daje odgovora. Resnici je treba pogledati v oči in se sprijazniti z njo, če tudi boleče. Le tako se bodo zacelile rane preteklosti, ki bremenijo še naslednje rodove. To je tisočletna izkušnja, to ni moja izkušnja, tisočletna izkušnja človeštva. Terčelj se je zavzel za konkretne ljudi, ne ideološko, ampak s krščansko ljubeznijo. Terčelj je še danes velikan in nihče od zgodovinarjev se ne ukvarja z njim. Zakaj se z njim ukvarjamo samo laiki? In nihče od teh ne sanja o beatifikacije. In niti v sanjah si niso upali misliti, da jim bo kdo oporekal. Jaz to knjigo oporekam, to, kar sem našla. Moram povedati, da mi je gospod Bogdan Vidmar povedal na smrtni postelji za arhiv, ki ga ima en gospod, in da to gre za obsežen arhiv, vendar s tem se bojo pač morali ukvarjati res zgodovinarji. Tudi pokop, pogreb Krašne in Terčelja je zavit v meglo. Tudi to se ne ve pravzaprav, če v tem grobu, kjer je zdaj njun spomenik, sta res Filip Terčelj in Franc Krašna ali gre morda za koga drugega. To bi bilo sorazmerno enostavno ugotoviti, z DNK analizo, ampak neke prave volje za to očitno ni. Ni, Terčeljeva
Želja je bila, da bi bil pokopan na pokopališču v Šturjah. Zakaj mu te želje ne izpolnijo? Če se bo uvedel postopek za beatifikacijo, bo to treba nujno narediti in to bi se pač tudi videlo. Ali star zares v grobu, ali da se potrdi ali pa ukine dvome, ker to na Sevškem o tem se kar veliko govori. Poleg tega bi se razjasnilo tudi, kakšna je bila njuna smrt. V glavnem Škvarča je napisal v Mrliško knjigo, res da je pisal leta 1949, prej ga ni bilo, po spominu je pisal. Ju je zapisal v Mrliško knjigo, da sta bila zverinsko umorjena. To je bilo tudi en velik pogum, da je to napisal. Poleg tega država izda Mrliški list 22 let po njegovi smrti. Datum smrti je 2.2.1952 na 60-letnico rojstva Filipa Trčelja. Ampak pokop se pa baje vršil prej, že leta 47. To je toliko nekih nesoglasij. Bi bilo treba to pač pogledati. No, in zdaj, kaj naprej, gospa Marija Gasar? Knjiga je napisana, ponuja več smeri razmisleka, kaj ste pravzaprav želeli z njo in kje so podatki o izginulih domačinih. Ste morda dobili kak odgovor na javno peticijo iz 9. novembra prejšnjega leta, leta 2025, v kateri ste zahtevali razjasnitev usode pobitih, pa izdajo mrliških listov in dostojen pokop žrtev revolucije? Ne, nobenega odgovora ni bilo. Čeprav smo zelo zavzeto smo šli s to peticijo, zbrali kar veliko podpisov, jih naslovili na vlado Republike Slovenije, ampak odgovora do sedaj še ni bilo. Žal nobenega. To se tudi kaže odnos do podeželskih skupnosti. Mislim, da to velikokrat občutimo, kot do podeželske skupnosti. In polpretekla zgodovina močno odseva in živi v naši sedanjosti. In mislim, da ob 80-letnici Trčelja in Krašna tudi in teh hudih dogodkov, tega ne smemo pozabiti in je treba gojiti ta spomin. Spomin nas dela ljudi. Poleg tega še to, Trčelj kljub vsem tem publikacijam, ki so išle, tudi ob razkritju vsega njegovega življenja, nima ustreznega mesta med slovenskimi literati, čeprav je v glasbenih nad 100 njegovih pesmi, ki jih redno pojemo pri liturgiji. 100 let je prisoten, pa ne vemo, da se pojejo, poslušajo njegove pesmi, ki so med najlepšimi v cerkvenem bogoslužju. In pa pesmi, ki žarevajo domoljubje za Posočje, Koroško, pesmi za narod. Recimo Srečni dom nad zvezdami, potem več pesmi je postnih kot zdajle božičnih, Sveti večer, Prikazala se je zvezda, Kristus je vstal, Klic veselja, Vsi svetniki, Najvišji vsemogočni Bog. V glavnem Trčeljeve pesmi, okrog 150 je uglasbenih. Moram pa povedati, da še nedolgo nazaj sem dobila njegove pesmi, 10, ki tudi še niso objavljene, tako lepe, ki jih je napisal v Alojzevišču v Gorici in so jih recitirali v posebnih praznikih njihovi semeniščniki. Tako da o Trčelju bo treba še kar veliko raziskovati. Poleg tega bi rekla, zakaj je Trčelj tako aktualen. Trčelj v besedi, molitvi in pesmi svojega jezika ni nehal slaviti. Dobro je vedel, da je jezik bogastvo. Poučeval je starše, predvsem matere, kako naj prenašajo vero na svoje otroke. To je bilo v bistvu kateheza za odrasle, na kar smo pa danes v bistvu pozabili. To me je opomnil en duhovnik. In tudi sama povem, da ne vem, če je v katerem koli mučencu svetnikov zbranega toliko, kot je v Trčelju.
In vsak, ki je napisal recimo od diplomskih nalog, od publikacij, je dodal kamenček, nobena knjiga ni odveč, res, da se kakšna stvar ponovi. Tudi Sivčeve šmarnice, kako so lepe. Rada bi pa povedala, da so Terčelji in Krašne preganjani še danes. In Terčelj je v naši dolini v bistvu stopil na žulj, da hodijo ven take stvari. Jaz bi rada videla, da se zagon za na njegovo beatifikacijo spet zažene. Uboj duhovnikov je večen črn madež za celotno Sevško dolino. In svetništvo bi bila odveza za celotno dolino, tako so mi povedali domačini. In njim se lahko zahvalim, da imamo Terčelja, da imamo zgodbe, da imamo zgodovino takšno, kot je. Samo še sprejeti jo moramo. Hvala lepa, Marija Gasar, avtorica knjige Sevška dolina, zadnji dom Filipa Terčelja, da ste bili danes gostja v moji zgodbi, da ste nam predstavili in povedali nekaj več o Filipu Terčelju, katerega 80-letnica smrti bo ravno v teh dneh. Hvala lepa, vse dobro želim in lahko noč. Tudi vam hvala lepa, lahko noč. Moja zgodba.